Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Bilo bi smešno, če ne bi bilo žalostno. Na milijardah sedi in si po nosu vrta trio adijo. Kaj se zgodi, če stranki, ki je na volitvah dobila manj kot 50 tisoč glasov, zaupaš resorja za infrastrukturo ter evropska sredstva? Nič. In to dobesedno. Najprej je odletel Bandelli, nato Purič, zdaj bo pa začasno za evropske milijarde skrbela kar Alenka sama. Se je izkazala že pri Karavankah in drugem tiru, da o Adriji niti ne govorimo, kaj ne? Vi pa gledate 20. oddajo 3. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali Šarčeva Mata Hari. Premier Šarec laže in se spreneveda, a to žal ni Škrabčeva domačija, za vlado in državo gre. Premier Šarec pravi, da z lepo NH nima nič, a to je zgolj igra. Zakaj se lahko naš Marjan mirno igra z državo, medtem ko mu prorežimski mediji in tranzicijska levica zvesto stojijo ob strani, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema, magistrom Bernardom Brščičem in magistrom Radom Pezdirjem. Dobrodošla. Dober večer. Dober večer. Fanta, predno gremo v debato, predlagam, da si pogledamo včerajšnjo izjavo premierja Šarca, s katero je v bistvu potrdil vse navedbe portala Požar Report. Poglejmo. Osebno NH in pa kako to, da je dobila službo na Sovi? Službo je dobila zato, ker se je prijavila in je šlo to vse po postopkih. Poznate osebno? Poznam jo že dolgo nazaj, že dolgo pa se nisva srečala. Potem pa še tale zapis na Facebooku, a boste odstopili, če se karkoli izkaže, da ni bilo resnično? Ne bo se nič izkazalo, ker delamo po pravilih. Evo, zdaj smo videli premierja Šarca, ki nima nič z zaposlitvijo NH na Sovi, razen tega, da točno ve, kako je ta zaposlitev potekala, da ni bilo nič narobe, da je že dolgo časa pozna in da delajo po pravilih. No, Edvard Kadič, strokovnjak za komuniciranje, je na Twitterju komentiral to izjavo Marjana Šarca. Poglejmo, kaj je zapisal. Najprej pričakovano prvo vprašanje in okvirno pripravljen odgovor, nato pozor, laže, da se že dolgo nista srečala, nato zadrega zaradi vztrajnosti novinarke, skrb, da se ne zaplete, beri kaj nehote razkrije, z odvečnimi besedami v odgovoru in upanje, da bo vprašanj čim prej konec. Bernard, Rado, zakaj se po vajinem mnenju Marjan Šarec zapleta ženskami dvomljivega slovesa in kasneje kot predsednik vlade zapleta še pri odgovorih na tako preprosta vprašanja? Bernard, boš ti začel? Ja, jaz mislim, da ima ta problem več dimenzij. Eno je problem laganja in njegove verolomnosti. Marsikdo misli, da zasebno življenje politikov ni stvar javnosti. Jaz nasprotno menim, da če si javna oseba, če si poročen in izkazuješ lažnivost plus varanje, da je to eminentno javno vprašanje in se javnost lahko vpraša, počakajte, če vara svojo ženo, kako bistveno lažje bo potem varal tudi davkoplačevalce. Se pravi, mislim, da tu pod paravanom zasebnosti politik ne sme biti varovan. Za čuda slovenski mediji, razen Požarja in še nekaterih izjem, se pravi mainstream mediji, praktično v celoti ignorirajo to dimenzijo, se pravi lažnivosti in verolomnosti. Ko gre za slovenske politike, ko gre za slovenske, ko gre pa za Trumpa, se pa na veliko, skratka, dvojna merila. To je ena dimenzija. Druga dimenzija je dimenzija korupcije, da je očitno bil vpleten, kar izhaja iz njegovih odgovorov, v to zaposlitev te njegove znanke, domnevne priležnice. Korupcija. Še ne najhujša stvar. Jaz mislim, da najhujša stvar je pravzaprav zloraba oblasti pri boju proti Bojanu Požarju in tistim medijem, ki odkrivajo nepravilnosti. Jaz moram reči, da sem bil najbolj zaprepaden nad to vertikalo med njegovim državnim sekretarjem Črnčecem,
kabinetnim predsednikom vlade in pa mainstream mediji in na drugi strani velikimi državnimi oglaševalci, naj tu izpostavim Telekom Slovenije, in da gre resnično za hudo zlorabo državnih institucij, zlorabo oblasti, da se obračunava z nekim vendarle manj pomembnim medijem, kot je Požar Report oziroma Faktor. In da pri tem, to je pa četrta dimenzija, tragedija slovenskih novinarjev, da so dejansko delajo agitprop vladi. Pa to je prvovrstna afera, kjer bi se novinarska imena delala, pa praktično ves cvetober slovenskega mainstream novinarstva ignorira to afero. Ja. In to mislim, da je ena izmed večjih dobrobiti tega Bojanovega podviga, da je pokazal mehanizem zlizanosti kabineta predsednika vlade, Pop TV-ja in seveda državne televizije, dela, ki praktično v celoti ignorirajo to afero. Ja, Rado, zakaj se po tvoje premijer zapleta v te kontraobveščevalne vojne, ne najprej glede prisluškovanja s Hrvati, zdaj z Bojanom Požarjem, potem jih pa po pravilu izgublja? Kaj je tukaj motiv odzadaj po tvoje? Težko je to reči, ne? Vsekakor je do zdaj po prvem letu vladanja in delovanja njegove obveščevalne službe oziroma človeka, ki je zaposlen za nacionalno varnost, jasno, da strategije, ki jih na obveščevalnem področju izbirajo, niso optimalne, kajti pravega rezultata ni. Ta zgodba, ki se pa ravno kar odvija pred našimi očmi, ima pa eno zelo pomembno zadevo v sebi, in sicer ne glede na to, kakšna je relacija med Šarcem in to obveščevalko NH, definitivno relacija je razkrita in je javna, kar pomeni, da je odprta za tveganje kompromata in eksploatacije za strani tujih obveščevalnih služb. V prvi vrsti SOJE, s katero smo v neposrečeni vojni bili, predvsem z tistim razkritjem vezano na sklad KKR, iz katerega... Govoriš o hrvaški tajni službi. V hrvaški tajni službi v drugi vrsti je seveda prisotna BIA, ki ima močen kapitalski interes in tudi zdaj se pripravlja 200-milijonski odkup terjatev. To je pa srpska tajna služba, ja? Ja, in oni praviloma to pokrivajo in seveda tukaj so še vedno Rusi v zadnji. Jaz mislim, da v trenutku tega razkritja, ko je Marjan Šarec povedal, da se poznata, je po naravi stvari, oziroma kako operativno to teče v obveščevalnih službah, bilo sproženo pri teh treh imenovanih obveščevalnih službah sigurno precej operativnih postopkov prestrezanja komunikacije ali pa identificiranja posameznih točk v komunikaciji, da dobijo kompromat direktno na predsedniku vlade. No zdaj, Sova se je očitno kar precej potrudila, da bi zabrisala vse spletne sledi te famozne NH, ampak ob tem svojem trudu je očitno tudi zelo šlampasta. Zdaj bomo pokazali posnetek, ki je še ta hip dostopen na svetovnem spletu, star je že 10 let in ki jasno kaže, kakšna je bila narava sodelovanja oziroma, kot temu pravi Šarec, poznanstva med NH pa med njim. Poglejmo.
Evo, to sta bila NH in Marjan Šarec, ko je bil še podeželski, vaški, odrski komedijant in je v tem prizoru očitno igral bivšega predsednika republike Danila Türka. Fanta, sta že kdaj videla obveščevalko, tajno agentko, ki bi svojega šefa pripeljala na oder, potem pa med njegovim nastopom stala za njim na odru? Jaz nisem tak poznavalec obveščevalne scene, tako da težko to komentiram. Ok, Rado? Jaz zdaj ne vem, kaj točno ta oseba počne na Sovi, lahko da upravlja lažje administrativna dela. Ja, sodeč po tem videu, ki smo ga videli, težja bi težko upravljala. Ja, tako da komentirati to je pač zelo težko, ne. Če je pač Sova se v nekem trenutku odločila, da ima za njo ustrezno delovno mesto, je seveda problem direktorja Sove, če je tam nekompetentna oseba. Ne morem pa soditi o njej. Ja. Zdaj, Rado, ti si bil dosti kritičen do premiera Šarca v svoji zadnji kolumni, ne? Si rekel, da se kar naprej zapleta v te neke vojne, iz katerih potem ne izide kot zmagovalec oziroma se nič ne zgodi. Kako recimo komentiraš to, da je bila napovedana vojna proti Borutu Jamniku, zgodila se je pa vojna proti Bojanu Požarju, ki je verjetno objavil več člankov o Borutu Jamniku kot vsi ostale medijske hiše v Sloveniji skupaj? Ja, komentiram kot kot popolnoma neracionalno vojno, ki je naredila zelo veliko negativnih eksternalij. Na vse zadnje, mi danes poznamo praktično po imenu in priimku osebo zaposleno v Sovi, ki ima povezave z predsednikom vlade in to je tako javno, da to poznajo vsi. Jaz menim, da je bila napaka storjena in da je kolaterala v temu spopadu izjemno resna z vidika nacionalne varnosti. Bernard, zakaj misliš, da so te masovni mediji namesto vojne proti Borutu Jamniku očitno podprli vojno kabineta proti Bojanu Požarju? Ravno ta afera je razkrila to popolno sparjenost mainstream medijev. Mi neodvisnih medijev z nekaj izjemami nimamo in poizkus kabineta predsednika vlade, verjetno po njegovem ukazu, da se vzpostavi mehki totalitarizem. Spomni se njegovega navodila, da naj državna podjetja ne oglašujejo pri tistih, ki so kritični do vlade, sicer zapakirano v neko politično korektnost rasistov in tako naprej. Vemo pa, kaj to pomeni. Pomeni ne financirati Bojana Požarja, ne financirati Nove24, ne financirati Demokracije, skratka popolna Gleichschaltung. Dejansko se je razkrila vsa beda slovenskih novinarjev, sej roko na srce nismo mi od včeraj, živimo v tem medijskem prostoru medijskih prostitutov in kako praktično unisono so kot stekli psi planili na mesto po Jamniku, da bi držali ne nazadnje tem koruptivnim klientelističnim navezam ogledalo, se novinarji, ki bi morali biti cehovsko solidarni s Požarjem, ki je za to državo naredil bistveno več kot vsi skupaj tisti podpisniki resolucije 571. Skratka, pokazali so se kot tretjerazredni hlapci in je zato ta bitka, po mojem, toliko bolj pomembna za prihodnost slovenske demokracije, če hočeš, medijskega pluralizma. To, ali je gospa NH tam neka analitičarka in da briše oziroma kuha kavo na Sovi, jaz mislim, da je precej irelevantno. Gre za vprašanje, kdo bo koga. Ali bo obležal Bojan Požar, ali bo ta obležala Damir Črnčec in Marjan Šarec. Vsekakor velja, da če bo Marjan Šarec načenil še več spopadov, iz katerih ne bo išel kot zmagovalec, ampak bo enostavno samo utihnil in se skril v kot, bo izgubil absolutno vso spoštovanje, ker v te spopade se očitno vpleta vse več ljudi, drek leti po velik ljudeh in kmalu se bojo začeli ljudje spraševati, ali jim je potrebno podpirati zgodbe, ki enostavno se ne morejo dokončati. Ja.
Ok, fanta, si bomo vzeli zdaj krajši premor, ampak ne nam iti, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem Šarčeve Mata Hari in zakaj se Marjan Šarec igra z državo, prorežimski mediji pa to mirno opazujejo. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Bernard Brščič in Rado Pezdir. Pogovarjamo pa se o Šarčevi Mata Hari, oziroma zakaj se Marjan Šarec igra z državo, prorežimski mediji pa to mirno opazujejo. Rado, ti si verjetno bolj študiral tajne službe od Bernarda, zato bi tebe tole vprašal. Ne? Kako realno je, da Sova recimo objavi takšen oglas za prosto delovno mesto? Ste ločenka? Imate deljeno skrbništvo z otrok z bivšim možem, ste v sodnem sporu z možem zaradi bivše skupne nepremičnine in ste bili PR-ovka na majhni občini v Sloveniji. Če izpolnjujete vse te pogoje, potem se nam pridružite. Dobrodošli. Vaša Sova. Popolnoma razumem, kaj me sprašuješ, ker mislim, da sva mogla oba dva čez dati varnostno preverjanje in seveda varnostno preverjanje... V prejšnjem življenju, ampak okej, se še spomneva. Jaz sem šel zdajšnjem, ne? Dobre, varnostno preverjanje za zaposlitev na Sovi... Celo Bernard ga je mogel dati skozi, tako da smo vsi trije, po moje, na tem. Je nekaj, kar je tako precej zahtevna zadeva. Na vse zadnje morajo dati privolitev za to zaposlitev tudi drugi organi, oziroma preveri se cel kup enih informacij. Med drugim, če se bo spomnil, je tudi, da podaš informacije o morebitni politični izpostavljenosti. Se pravi, to je zdaj za nadzor zelo primerna tema, torej za KNOVS, preveriti, ali je Sova preverila povezave med uslužbenko in predsednikom vlade. Zdaj, če tega ni naredila, je iz malomarnosti zagrešila precej veliko varnostno tveganje, ki se je realiziralo. Če pa je vedela za ta odnos, ga pa zelo očitno ni dobro zaščitila in je spet povzročila tveganje. To je tveganje najhujše vrste, ker je predsednik vlade v igri in jaz mislim, da odgovornosti se direktor Sove v tem primeru enostavno ne bo mogel izogniti. To, da danes vsi vemo, kdo je ta oseba, kako izgleda praktično, kje živi. Celo kakšen avto vozi, smo lahko prebrali. Če obstaja med njima res kakšna relacija, je samo še vprašanje časa, kdaj bo kakšna tuja obveščevalna služba to informacijo pobrala in jo vrgla naprej. Jaz menim, da ta država z predsednikom vlade je trenutno v veliki varnostni izpostavljenosti, velikemu varnostnemu tveganju in si ne zamišljam, da bi se zadeva nadaljevala v taki postavi, kot je do zdaj. Ja, ker relacija absolutno obstaja, saj tudi premijer ni zanikal, pač poskušajo zmanjšati njen pomen. Kot pa je napovedal že Bojan Požar, pa jutri na Požar Reportu objavlja tudi pisne dokaze, da sta celo poslovno sodelovala. Bernard, kako je mogoče, da se, ko je Damir Črnčec na straži, bivši direktor OVS in Sove, kot se reče po angleško on his watch, kako je možno, da se taki varnostni bi rekel, taki varnostni problemi, taki varnostni prekrški zgodijo? Ja, preprosto zato, ker po mojem Sova sploh ni obveščevalna služba. Mi smo popolnoma bosi in goli. Namesto, da bi se gospod ukvarjal z invazijo nezakonitih migrantov, ki predstavljajo prvovrstno tveganje, se ukvarja s kadrovanjem v Telekomu, se ukvarja z problemom oglaševanja Telekoma v zasebnih medijih. To je simbol, če strokovnjak oziroma pooblaščenec za nacionalno varnost, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, ki bi moral pravzaprav biti steber nacionalne varnosti, zlorablja to za neke osebne vendete, osebne koristi.
smo skratka banana država. Jaz moram reči, da v nasprotju s kolegom Pezderjem nimam posebej dobrega mnenja o tej Sovi, da je bila Udba proti Sovi vrhunska obveščevalna služba in da smo praktično izpostavljeni delu kontraobveščevalcev tujih in da je varnost Slovenije absolutno na psu. Bi pa rekel, da je tu naredil Bojan Požar veliko uslugo varnostno Sloveniji. Zakaj? Zaradi tega, ker s tem, ko je razkril to priležništvo domnevno z gospod NH, je praktično onemogočil izsiljevanje tujih obveščevalnih služb, ker je to zdaj popolnoma javno in bo moral predsednik vlade iti v hudo defenzivo, se braniti, lagati še naprej in pojasniti, kakšna je ta relacija. Sam predvidevam, da bo z vsakim nadaljnjim korakom, slepomišenjem nadaljevanja te verolomnega PR-ja bredel globje in globje. In v tem smislu se mi zdi, da Požar dela veliko uslugo tej državi, da opravlja to, kar bi vsi novinarji morali. Jaz moram reči, da nisem bil zaprepaden. Zakaj za božjo voljo drugi novinarji, ki bi morali pograbiti to zgodbo, jo v nekih drugih dimenzijah morda obdelati, dodati svoj košček v mozaiku, zakaj praktično vsi držijo medijski molk in branjenje vojaka Šarca. To je tisto, kar je zaskrbljujoče, zlasti v luči, ker sam Šarec in njegova kompanija iz kabineta predsednika vlade zlorablja svoj oblastni fiat za obračunavanje s tistimi, ki na to Gleichschaltung neosocialistično ne pristajamo. Rado, zakaj po tvoje je premier Šarec se odločil in je nekega obveščevalca mu je dal pooblastila, da recimo kadruje po državnih podjetjih na tak očiten način? Najprej bi samo interveniral na kratko in vljudno prosim sogovornika, da ne interpretira mojih misli in trditev. A to glede Sove, se pravi, nimaš visokega mnenja v Sovi, če smo dobro razumeli. Ker je to pač nepotrebno in moje pozicije so moje in če on sklepa, da jaz pozitivno govorim v Sovi ali karkoli, je pač to njegova zadeva, prosim ga pa, da tega več ne počne. No je pa fajn, da se o tem pogovorimo, pa razčistimo. Ja, povej, kako je še z Črnčecom pa državnimi podjetji pa kadrovanjem? To je relacija, ki jo pač jaz direktno ne poznam, zakaj mu je on zdaj to zaupal, zakaj mu je dal ta pooblastila. Vidimo pa zagotovo, da so osebe, ki so povezane z državnim sekretarjem, dejansko v samem Telekomu. Vemo tudi, in to se valja po Ljubljani, da so pač napovedane vojne zoper Jamnika in Narata in ključna oseba v teh vojnah naj bi bil prav tako Damir Črnčec. Očitno je Damir Črnčec nekdo, ki mu Šarec popolnoma zaupa. Meni je tudi do neke mere mi je jasno, ker je pač Šarec sam nekompetenten in nesposoben. Kakšni bojo pa rezultati tega delovanja, ne vem. Je pa jasno, da, kot že večkrat rečeno, bitke ali niso izbojevane, ali so negativne eksternalije previsoke, ali pa so poteze take, da celotna ta ekipa izgubila zaupanje in spoštovanje vseh okolj. Ja, zdaj rado samo še eno vprašanje, preden gremo nazaj k Bernardu. Igor Lukšič je bil včeraj v naši vdaji, smo se o podobnih temah pogovarjali. On je recimo ocenil, da te bitke, v katere se zapleta Damir Črnčec in Marjan Šarec z njim, da niso tako odločilne, da ni nobene velike zgodbe, tako da ti porazi ju ne bolijo preveč. Ti se potem očitno ne strinjaš s to oceno, če sem te prav razumel. Ne, jaz mislim, da niso, da napovedovati vojne Hrvaški, napovedovati vojne Madžarski, Italiji, potem KKR-u, enemu največjih svetovnih skladov, potem Apolotu,
To niso heci. Če to sprožiš, moraš biti zelo prepričan, da boš bitko dobil ali pa vsaj, da jo boš izboril do neke točke, kjer lahko nastane ena normalna pad pozicija. Če gledamo to zelo šahovsko, ne gledamo navijaško. Drugo je pa, v tej državi moraš imeti nenormalno moč za sabo, če misliš, da boš uničil Jamnika. Ja, nobenemu še do zdaj ni uspelo. Ja, niti približno in so se ga lotevali ljudje z večjimi in močnejšimi omrežji. Če pa bi hotel uničiti Jamnika, potem ima pa zadeve na dlani. Treba je spremeniti zakon o modri zavarovalnici, izvršiti Jamnika iz te institucije in potem mu padajo tudi zgodbe po ostalih podjetjih. Kot vidimo, se pa te poteze ni lotil, kar jaz sklepam, da enostavno nima poguma, ravno tako kot vse veš, SD ali pa SMC, ki so v tem fantazirali, pa nikoli to izvedli. Sej, ampak verjetno bi mu pri tem bil pa lahko Bojan Požar, če sodimo po njegovem dozdajšnjem novinarskem delu, eden večjih zaveznikov, če bi se že šel tega. Drži. Bernard, zakaj recimo premier Šarec včeraj se je z nekim zapisom javil na Facebooku, očitno mu ustreza ta enosmerna komunikacija, očita drugim povezave z SDS, vsem živim praktično in mrtvim, sam pa ima pri sebi Janševega pač tako rekoč prvoborca Damira Črnčeca, ki je bil z Janšev Depale vasi naprej, ga tudi pospremil na Dob in vodil celo tisti odbor pač ustrajnikov pred sodiščem, ko so Janši sodili zaradi afere Patria, ki je potem recimo inštaliral v upravo Telekoma Vido Žurka, bivšo računovodkinjo stranke SDS. Zakaj po tvoje Šarec vsem drugim očita povezave z SDS, pri njemu pa ne gre niti za povezave, ampak gre za kar konkretna razmerja? Zaradi tega, ker je celotna koalicija nastala na anti-JJ sentimentu, moram reči, da tudi mene zelo čudi, ta gospa Žurga je bila res na Trstenjakovi računovodkinja, Črnčec je bil dolgo časa veljal za tesnega sodelavca predsednika Janše. Ja, verjetno ga Janša ne bi postavil za direktorja obeh obveščevalnih služb, če mu ne bi zaupal. Ampak kriteriji so očitno drugačni. Če imaš ti retoriko nabijanja po Janezu Janši, ti je oproščeno tudi to, da zaposluješ izdajalce. Velja Napoleonov pregovor, da ljubi izdajo, prezira pa izdajalce, očitno pa gospod Šarec ljubi ne samo izdaje, ampak tudi se obkroža s takimi izdajalci. Jaz moram reči, da nekdo, ki je tako verolomen, da menja ekipo, bi bil sam zelo previden, preden bi ga zasedel na tako pomembno mesto, kot je svetovalec za nacionalno varnost. Ja, zdaj, v bistvu se ves čas pogovarjamo v današnji oddaji o tem, da so pač presoje predsednika vlade glede ljudi, glede konkretnih odločitev najmanj vprašljive. Predlagam, da si zdaj pogledamo še en posnetek, kaj je počel v svoji prejšnji karieri, pa potem damo neko končno oceno o tem, ali mu lahko uspe oziroma kako mu uspeva na mestu predsednika vlade. Poglejmo. Predsednik republike, dr. Danilo Türk, ki vas je na kratko nagovoril. Moje ime pa je Marjan Šarec in bom povezoval ta del programa. Pač Klavdija si mora malce odpočiti in mislim, da je pač z nečim treba zapolniti to. To pa ne bo držala, gospod Šarec. Veste kaj? Kaj, če bi midva tole naše občinstvo pozvala, da mogoče z aplavzom odločijo, kdo bo danes nadaljeval tole prireditev? Ja, če ste za... Ampak, gospod Šarec, če sem jaz v kratkem krilu, potem bi prosila, da ste tudi vi. Takole. Ne. Vidi se, da Štajerci nimajo manir, ne? Naj vam predstavim nocojšnjega pač pravzaprav voditelja. Ne, kar gor. A depilacije pa niste naredili, gospod Šarec? V noge zebe. Ja, mene pa kam drugam danes, veste, ampak... Me zanima, če bi pravemu predsedniku to naredila. Bi vam dal šamar. Hvala lepa. Evo, zdaj smo videli fanta, bi dal šamar, ne? Zdaj, jaz ne vem, sicer znam francosko, ampak mislim, da gre bolj za šamar, ne?
Zdaj, kaj reči na to, kar smo zdaj ta hip videli? Ne? Govorimo namreč o predsedniku vlade, šefu izvršne oblasti v Sloveniji. Ne? Jaz bi rekel takole. Latinci imajo krasen pregovor, oziroma so imeli krasen pregovor, qualix grex, talix rex. Kakršna čreda, takšen vladar. Dejansko se je potrebno vprašati, kaj je z nami Slovenci narobe, da izbiramo takšne voditelje. Po tem zadnjih 30 letih, recimo, če pogledaš, kakšne predsednike republike, kakšne predsednike vlad smo imeli, praktično popolna odsotnost državniškega gravitasa, umikanosti, razgledanosti, grejo stvari od slabega na slabše. Očitno si Slovenci želijo še slabših, kot je medijanski volilec. Mislim, nekoga, ki ima 5 ali 6 popravnih izpitov, ki ima status nekega zabavljača. Jaz moram reči, da ne omalovažujem tega. On je uspešen politik, praktično iz lesarske šole, izjemno kariero, praktično razmeroma zelo mlad predsednik vlade, nič ne kaže, da se mu bo mandat skrajšal. Treba se vprašati, kaj je narobe s Slovenci. Jaz osebno mislim, da smo zreli za neko resno psihoanalizo, tudi družbeni podsistemi, kajti tu ne smemo mimo skorumpiranosti pravosodja, medijev, šolstva, da praktično slovenska demokracija, demokratura, kjer uspevajo takšni kuriozumi, kot je Marjan Šarec. Ja. Rado, zdaj, na koncu posnetka reče Marjan Šarec, predsednik je šel. Ne? A smo po tvoje kaj blizu tega, da bo šel? Ne, jaz mislim, da ne, ker enostavno ni posebnega interesa, da se koalicija razbije. Je pa dejstvo, da je situacija, v kateri se nahajamo danes, logična posledica neskončnih iteracij, mehanizma nastavljanja novih obrazov na vrh slovenske politike. To je bilo jasno že dolg nazaj, zdaj se pač to samo realizira, drugače to več ni moglo biti. A je možno po vajni oceni, da bi omrežje, se pravi globoka država tranzicijske levice, ugotovila, da ima vendarle Marjan pa Damir delata preveč škode in bi v isti kompoziciji poskusili s kom drugim? Tehnično jaz mislim, da ne, glede na to, kako je sešita ta koalicija, dejansko bi bili transakcijski stroški menjave, po mojem, če se to ne bo resno zapletel, bistveno previsoki. Za koga Bernard transakcijski stroški? Za strice v ozadju, kajti tak mandžurijski kandidat, ki nima svoje kadrovske baze, ki ima pomanjkljive kompetence, ki mu primanjkuje na nekem državniškem gravitasu, je idealen mandžurijski kandidat. Jaz mislim, da je ta negativna selekcija, ki smo ji priča v zadnjih 30 letih, pač kulminirala v nekem Marjanu Šarcu. Še enkrat poudarjam, ne omalovažujem njega kot človeka, ker mislim, da je osebno zgodba v uspehu. Z resursi, ki jih je imel, kompetencami, ki jih je imel, je spektakularen dosežek. Ampak podobno bi lahko rekel o Alenki Bratušek. Če ni še hujša, recimo še večji mismatch. Dunning-Krugerjev sindrom poosebljen na 2 nogah in enem krilu. In treba se vprašati prvič, kaj je z slovensko družbo narobe in slovenskim demosom. Zakaj volimo takšne posameznike? Potem se pa 4 leta pritožujemo. Jaz moram reči, kot zunanji opazovalec, jaz sem že precej dvignil roke, če je to ljudem v redu in če mislijo, da ni povezave med kvaliteto institucij in kadrovsko zasedbo teh institucij in njihovim standardom, in če so zadovoljni s tem, da tam 600-700 evri shajajo skozi mesec, kdo sem jaz, da bi jih obsojal?
Zdaj, verjetno tudi sam veš, Aljuš, da so informacije takšne, da del omrežja enostavno ne prenese Damirja Črnčeca. Ja. No, to so tudi javno dali vedeti takrat, ko ga je Marjan Šarec postavil. Celo odštevali so, se spomniš, koliko dni bo ostal. Ampak kje so zdaj te, ki so odštevali takrat? Pač to javno potihnali, pa vemo, da je bilo vsaj ene par igrc, ki so ga poskusili diskreditirati, ampak očitno jim to ni uspeli in očitno je večja volja po temu, da obstaja stabilna vlada Črnčecu navkljub. Zdaj, dejstvo pa je, in to je zelo jasno, če ti napoveš Jamniku in Narodu vojno, si napovedal omrežju vojno. In klofuta bo pa šla nazaj. V kakšni obliki pa kdaj, je pa to odvisno. Vendar, če bo se to zgodilo, da bojo Črnčeca vendarle odrezali od Šarca, ker Šarec se zdi neverjetno odvisen od njega, prilepljen na njega, bojo mogli najti nek substitut, ki bo mogel ta manjko zapolniti. Se mi pa zdi, da je Marjan Šarec človek, ki ga lahko dovolj dobro manipuliraš, da mu tak substitut tudi omogočaš. Karkoli hočem že povedati s tem je, da verjamem, da je Črnčec v položaju, kjer bitk več ne sme izgubljati, tako kot jih je do zdaj izgubljal, Šarec pa v bistveno bolj stabilnem položaju. Šarca pravzaprav lahko ugonobi samo resen spor z Levico. Ja, mediji so zdaj zelo zaposleni s to vojno proti požarju. Ali vidva mislite, da se utegne ta vojna, se pravi to asistiranje režimskih medijev, dominantnih medijev oblasti, prenesti tudi na druge nadzorne inštitucije? Recimo poskus je že bil diskreditirati Jelko Godec in Blaža Mrevleta, ki sta gonilni sili zdaj parlamentarne preiskovalne komisije glede zdravstva. Ali mislite, da se bojo na neki točki stvari vendarle obrnile in bojo mediji začeli spet svoje poslanstvo osnovno upravljati? Jaz mislim, da so slovenski mediji z redkimi izjemami onstran popravila, da če ti pogledaš lastniško strukturo Pop TV-ja, Dela, mislim, to je instrument za ekstrakcijo ekonomskih rent, kjer si lahko sistem privošči, da mediji delujejo v primeru recimo Dela z konstantno izgubo, ker to pokrivajo potem iz nekih infrastrukturnih preplačanih projektov. Skratka, imamo problem dejansko z mafijsko ekonomijo in zadeve lepo tečejo, imamo privid demokracije, privid vsako let oziroma 4-letnih volitev in dokler ne bo revolta, in revolta ne bo, po mojem tudi 10. oktobra revolta ne bo, ker je očitno medijanskemu volivcu Janezu Novaku predobro. Prav. Ok, Bernard Bršič, Rado Pezdir, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil antivohunski 331. faktor na TV3. Gledajte nas v živo spet v ponedeljek, ko bomo komentirali, kako in zakaj nas farbajo režimski mediji. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.